Pozdravljeni! Alfa Romeo Racing C39 je eno izmed večjih razočaranj začetka sezone 2020. Mnogi navijači in navdušenci smo pričakovali več od te švicarske ekipe in v naslednjih minutah bom ponudil mojo razlago, kaj je pri tem projektu verjetno šlo narobe. Odgovor na to vprašanje bi lahko bil na prvi pogled izjemno enostaven. Namreč pri ekipi Alfa Romeo Racing uporabljajo pogonske sklope Ferrari in po mnenju mnogih v sezoni 2020 ne bi bili pogonski sklopi Ferrari šibkejši od tistega, kar smo videli v večini sezone 2019. A seveda gre za teorije, mi kakih konkretnih preverljivih številk ne vidimo. In tudi tiste, ki so nam dane na razpolago, nam lahko pokažejo bistveno drugačno sliko. Treba je poudariti še dve dejstvi. Prvo je to, da je Kimi Räikkönen podal izjavo, da njegov bolid Alfa Romeo C39 ima največ oprijema v pit laneu. Oprijem nima zveze z močjo pogonskega sklopa. Druga zadeva, katera je zanimiva, je pa ta, da sam Frédéric Vasseur je povedal, da težave pri Alfa Romeo Racing so na kvalifikacijah bolj kot na sami dirki. Bolid, kar se tiče ritma in kar smo videli tudi mi na prenosih teh prvih 4 dirk, je približno v tisti zadnji skupini ekip Formule 1. Na kvalifikacijah so res malce slabši. Ne smemo pozabiti, da kvalifikacije so bile tisti adut ekipe Alfa Romeo Racing v sezoni 2019. Mnogokrat jim je uspelo se prebiti v tisti zadnji del kvalifikacij v Q3 in mnogokrat so bili prav na meji tiste deseterice. A to v sezoni 2020 se je drastično spremenilo. Lahko bi rekli, da Alfa Romeo Racing, kar se tiče kvalifikacij, je najpočasnejša ekipa. Poglejmo skupaj primerjavo med sezono 2020 in 2019 na teh progah, katere dirke smo že videli, s poudarkom ne samo na času, ki sta ga dosegla oba voznika v kvalifikacijah, ampak tudi na tisti najvišji izmerjeni hitrosti, seveda v kvalifikacijah. In rezultati so izjemno zanimivi. Poglejmo najprej veliko nagrado Avstrije, Red Bull Ring in kako sta se odrezala voznika ekipe Alfa Romeo Racing. 18 je bil Giovinazzi s časom minute 5 sekund in 175 tisočink. Mesto za njim na 19. mestu Kimi Räikkönen minuta 5 sekund in 224 tisočink. Če lahko malce zaokrožim, bi lahko rekel, da povprečen čas kvalifikacij tam minuta 5 sekund in 2 desetinki. A kar je bolj zanimivo, je tista najvišja izmerjena hitrost na speed tracku. Antonio Giovinazzi je dosegel 4. rezultat, to se pravi 320,4 km/h. Kimi Räikkönen 6. 320 točnih celih nič km/h. In to je rezultat, kateri jo je postavil pred oba Ferrarija, da imamo neko primerjavo z ekipo z enakim pogonskim sklopom. A pojdimo na veliko nagrado Avstrije v sezoni 2019. 7. in 8. čas na kvalifikacijah. Giovinazzi kot 7. imel čas minute 4 sekund in 179 tisočink. Kimi Räikkönen minuta 4 sekunde in 199 tisočink. Če tu zaokrožim na čas na minuto 4 sekunde in 2 desetinki, vidimo, da iz lanske do letošnje sezone so nekje čudežno pridobili 1 sekundo na svojem času. A poglejmo končne hitrosti. Tu spet vidimo, da Antonio Giovinazzi je imel 4. najvišji rezultat, tokrat 321,9 km/h, Kimi Räikkönen 7. 321,8.
Torej bi lahko rekli, da kljub temu, da so bili z sekundo počasnejši, tista najvišja izmerjena končna hitrost se ni bistveno spremenila. A pojdimo z našo analizo naprej in poglejmo, kaj se je zgodilo na Hungaroringu, na veliki nagradi Madžarske. In seveda začnemo najprej z sezono 2020. Zadnja dva časa, 19. Giovinazzi, čas minuta 16.506 tisočink. In Kimi Räikkönen, minuta 16 in 614 tisočink. Nekje tam minuta 550 mislim, da je dovolj kot neki srednji povprečni čas zaokroženo. In tudi najvišje hitrosti so izjemno zanimive. 12. rezultat za Giovinazzija 306,9 km/h in 18. čas za Kimija Räikkönena 306,1 km/h, kar pa je še zmeraj hitreje kot oba Ferrarija, oziroma hitreje višja tista končna hitrost. Pa poglejmo nazaj, kaj se je zgodilo le leto od tega. 10. Kimi Räikkönen s časom minuta 16.041 tisočink. Antonio Giovinazzi je bil 14. s časom minuta 16.804, kar nam pomeni, da tu na Madžarskem, na Hungaroringu niti nista pridobila toliko časa med eno in drugo sezono. Bila sta tudi tretji in četrti v tisti razpredelnici najvišjih končnih hitrosti, takoj za obema voznikoma Scuderie Ferrari. Tretji je bil Kimi Räikkönen z najvišjo izmerjeno hitrostjo 313,1 km/h, četrti Antonio Giovinazzi 312,6. Kar nam pokaže, da sta izgubila nekje 6 km/h tiste najvišje končne hitrosti, tisti čas na krog pa ni tako porazen, kot bi lahko izgledal na prvi pogled. Imejmo v mislih vse te številke in pojdimo raje na Silverstone, velika nagrada Velike Britanije 2020. 17. in 18. čas. Giovinazzi 1.27, 164 tisočink. 18. Räikkönen 1.27, 366. Če zaokrožim tam na minuto 27 in dobri 20, mislim, da ni nič narobe. In tu pa vidimo tudi eno izmed najnižjih vrednosti pri končni hitrosti. 18. je rezultat za Giovinazzija 313,2 km/h in 20. za Kimija Räikkönena 312,9. Če to primerjamo s tistim, kar smo videli lani v Silverstonu, se nam bo počasi lahko začelo svitati. 11. in 12. mesto za oba voznika ekipe Alfa Romeo Racing. Antonio Giovinazzi na 11. mestu s časom 1.26.519, Kimi Räikkönen mesto za njim s časom 1.26.597. Če zaokrožimo tisti čas na 1.26.550, mislim, da ni nič narobe in tudi bistveno višja končna hitrost. Tretji in sedmi rezultat. Giovinazzi na tretjem mestu s 333,3 km/h, Kimi Räikkönen pa z 331,3. Zaokroženo izgubila sta približno 20 km/h končne hitrosti med sezonom 2019 in 2020, ter govorimo o tam okrog dobrih 6 desetinkah, kar se tiče časa. In če sta imela končno hitrost v sezoni 2019 tam približno kot Ferrari v sezoni 2020, daleč od tega. Sprašujemo se lahko, kaj se je zgodilo. Namreč zanimivo je dejstvo, kot pravi Vasseur, da je Alfa Romeo Racing C39 nekonkurenčen na kvalifikacijah, tisti ritem na dirki je še znosen. Torej, težava je v bolidu, kateri nima polne posode za gorivo, kateri je lahek. In prav to pritoževanje Kimija Räikkönena, da nima oprijema,
je lahko pokazatelj enega faktorja, katerega sem že omenil v prejšnjih prispevkih pri skuderiji Ferrari. Namreč Alfa Romeo Racing C39 nima samo pogonskega sklopa Ferrari, ima tudi njihov menjalnik. In zasledil sem v nekaterih virih, da prav v menjalniku je bila ena izmed tistih šibkih točk modela SF1000. Ta novi menjalnik naj ne bi bil dovolj tog in lahko ta hiba na bolidu C39 pride bolj do izraza kot na SF1000. Pri pospeševanju ven iz ovinkov se ta začne majati, bolid izgubljati oprijem na zadnji osi in tako se izgublja čas in tudi seveda treba je spustiti plin, zato je končna hitrost lahko in ponavljam lahko nižja. Zanimivo pri teh progah, katerih sem vzel v analizo, je, da so vsaka po karakteristikah v bistvu drugačna. Seveda imamo tisto stop and go, kot je bila proga v Avstriji, kjer smo videli, kar se tiče končne hitrosti, da ni bilo velikih razlik, bila je pa velika razlika v času. In tu vidimo, da je tisti grip, tisti oprijem, tista grobost asfalta po Pirelliju izjemno nizka. 2 od 5. Medtem ko tako na Madžarskem kot v Silverstonu imamo vrednost 4, skoraj najvišjo. In prav tu se pozna pri tej razliki. Namreč dvomim, da je pogonski sklop Ferrari tisti, ki je izgubil toliko konjskih moči, kot nekateri pravijo. In videli smo prav na primeru bolida Alfa Romeo Racing, da kljub temu, da je imel bistveno nižji čas, kot smo videli pri Ferrariju, je imel ponekod celo višje izmerjeno končno hitrost, kot so jo imeli pri skuderiji Ferrari. Torej, sam pogonski sklop ne more biti in mislim, da je na zadku bolida tisti mehanski oprijem vezan na togost samega menjalnika lahko eden od vzrokov, zakaj imamo tako porazne rezultate. Videli bomo v prihodnosti, če je to res in če bo to lahko odpraviti. Mislim, da zadeva je vse prej kot enostavna, a pustimo se presenetiti. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.